Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Komandir postaje letališke policije Brnik Jure Lešnjak je na novinarski konferenci v Kranju potrdil, da so v vodstvu postaje letališke policije Brnik oktobra lani z lastnim nadzorom zaznali občana, ki je dalj časa opravljal delo policista. Notranje varnostni postopek, ki ga vodi policija kot predkazenski postopek pred pristojnim oddelkom za preiskave in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva, sta še vedno v teku. Zato konkretnejših informacij še ne dajejo. Javnost pa se sprašuje, kako se lahko kaj takega v policiji na našem najvarovanejšem kraju, kot je letališče, sploh dogodi oziroma dogaja tako dolgo časa. Upajmo, da lažni policist ni imel kakšnih slabih namenov. Ponovno poudarjamo, da sta postopka, tako notranje varnostni postopek, ki ga vodi policija, kot predkazenski postopek pred pristojnim oddelkom za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije še vedno v teku. Zaradi varovanja interesa postopka in njihove učinkovitosti posameznih podrobnostih, ki bi škodile preiskavi, ne moremo pojasnjevati. Na podlagi do sedaj ugotovljenih dejstev, ki jih lahko delimo z javnostjo, pojasnjujemo, da smo v vodstvu postaje letališke policije Brnik z lastno nadzorstveno funkcijo zaznali občana pri postopku policista v mesecu oktobru 2025 in sicer na javno dostopnem območju letališča. S preveritvijo se je v nadaljevanju ugotovilo, da občan ni uslužbenec policije. Vodstvo PLP Brnik je občana izsledilo na javno dostopnem območju letališča v prisotnosti policista. Občana je bila na kraju odvzeta prostost za čas zbiranja obvestil skladno z zakonom o kazenskem postopku, o dogodku pa so bile takoj obveščene za to pristojne službe, ki so v nadaljevanju prevzele postopek. Po do sedaj znanih podatkih, preverjanih preko notranje varnostnega postopka, občan ni bil nikoli evidentiran kot uslužbenec PLP Brnik. Policist PLP Brnik mu ni posojal policijske uniforme, svoje identifikacijske kartice policije, prav tako ni imel dostopa do policijskih evidenc in ni bil prisoten na napotitvah in odpravah na delo na postaji letališke policije Brnik. V nam znanih primerih je bil občan vedno skupaj z istim policistom, uslužbencem PLP Brnik, kateri se mu je izkazoval kot pomožni policist. Po do sedaj znanih dejstvih občan ni imel dostopa in ni vstopal v varovano območje letališča v času, ko je bil v prisotnosti navedenega policista PLP Brnik, temveč sta se vedno zadrževala na javnem območju letališča in izvajala patruljno službo. S tem dejanjem varnost letalskega prometa in infrastrukture brniškega letališča ni bila v nobenem primeru kakorkoli ogrožena. V notranjem varnostnem postopku policije so bile ugotovljene dejstva in okoliščine povezani z odklonskim ravnanjem policista PLP Brnik, zaradi česa mu je bilo v skladno z zakonom o delovnih razmerjih izdano pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Po tem dogodku so bili sprejeti tudi določeni ukrepi in sicer glede spoštovanja hišnega reda na PLP Brnik, doslednega spoštovanja pravil policije, dosledno spremljanje dela policista in izvajanje nadzorstvene funkcije. Policija ima vzpostavljen učinkovit sistem notranje kontrole in nadzornih mehanizmov, v okviru katerega vsa morebitna odklonska ravnanja obravnavamo temeljito, strokovno in nepristransko. Cilj teh postopkov je preprečevanje, odkrivanje in obravnava ravnanj, ki bi lahko ogrožala integriteto policije in zaupanje javnosti. Policija mora in tudi v praksi predstavlja zgled zakonitega in odgovornega ravnanja. Policija na letališču Jožeta Pučnika zagotavlja varnost v skladu z veljavno zakonodajo ter nacionalnimi in mednarodnimi varnostnimi standardi. Varnostni sistem je večplasten in temelji na jasno določenih postopkih, nadzornih mehanizmih in tehničnih sistemih, zato ni odvisen od ravnanja posameznika. Ob tej priložnosti moram še poudariti, kar so me posebej opozorili, zgledno sodelovanje z vsemi službami na območju letališča, s podjetjem Fraport in njihovo varnostno službo in ostalimi državnimi organi, da se
zagotovi maksimalna varnost letalskega prometa in letalskih potnikov. Glede na dejstvo, da je vodstvo postaje letališke policije Brnik ukrepalo zoper policista v okviru zakonodaje, smo se odločili in predlagali generalnemu direktorju ukrep, opozorilo pred redno odpovedjo zaposlitve. Jasno vam je, da ta ukrep lahko traja pol leta, bo trajal pol leta in na naslednji dan je lahko policist seveda tudi brez službe, če bi storil isto oziroma ponavljajoče dejanje. Glede na dejstvo in vse pretehtane okoliščine smo ta ukrep predlagali in bil seveda sprejet vse v okviru zakonodaje in pa vseh tistih še postopkov, ki pa še do konca niso rešeni. Lahko se stvari seveda spremenijo. Občan je bil v času aretacije v uniformi oziroma v oblačilih policije. Koliko časa se je zadrževal oziroma kolikokrat je bil na letališču s policistom enote, je pa stvar postopka, ki poteče, predkazenskega postopka, ki preteče pri SDT-ju. Menite, da bi kot komandir morali odstopiti? Vidimo, da skozi ta postopek in našo notranjo varnostjo smo takoj odreagirali, takoj prepoznali sistem, da nekaj ne štima, prepoznali celotno zgodbo in seveda takoj ukrepali. Pogovarjamo se v roku 24 ur, ko je vodstvo enote zaznalo anomalijo pri temu dogodku, ki je pač neljubi dogodek, se pač zgodil na letališču. Kakšna bo moja usoda glede službene kariere v policiji, je pa stvar seveda dogovora in razgovorov v vodstvu policije.